Lesne krajinske značilnosti so izrednega pomena za kmetijsko pridelavo in za biodiverziteto, saj povečujejo pestrost habitatov v kmetijski krajini. Predvsem grmi in pritalni deli so zelo pomembni za nevretenčarje, kot so na primer metulji iz skupine repkarjev, saj te strukture za prehranjevanje uporabljajo tako odrasle živali, kot njihove gosenice, ki za svoj razvoj potrebujejo gostiteljske rastline. Drevesa in grme za gnezdenje, prežo ali kot pivska mesta uporabljajo tudi različne ogrožene vrste ptic kmetijske krajine, kot so rumeni in veliki strnat, rjavi srakoper, drevesna cipa, smrdokavra in vijeglavka. S pridom pa jih uporabljajo tudi mali sesalci, plazilci in dvoživke. Med lesne krajinske značilnosti štejemo vse krajinske prvine na ali ob kmetijskih zemljiščih, ki vključujejo lesne vrste rastlin. To so posamezna drevesa in grmi, mejice, visokodebelni sadovnjaki, obvodna vegetacija, grmišča in gozdne zaplate. Te strukture so v kmetijski krajini praviloma nastale z namensko rabo človeka, saj so služile za razmejitev zemljišč, pridobivanje lesa in sadja, v vročih poletnih mesecih pa tudi kot senca. Te funkcije opravljajo tudi danes. Mejice imajo na primer dokazano pozitiven vpliv na kmetijski pridelek, saj z vplivom na lokalno mikroklimo blažijo posledice ekstremnih vremenskih pojavov, kot so neurja, poplave in suše. Upočasnjujejo pa tudi izhlapevanje vode in zmanjšujejo vetrno in vodno erozijo. Poleg tega pa so mejice in druge prvine tudi pomemben del kulturne dediščine, saj so gradniki značilne in tradicionalne kmetijske krajine v različnih slovenskih regijah. V zadnjih desetletjih opažamo, da se prisotnost lesnih krajinskih značilnosti na nekaterih območjih zmanjšuje. V raziskavi, ki smo jo na Biotehniški fakulteti opravili leta 2022, smo ugotovili, da je na nižinskih območjih v Sloveniji ključni razlog za odstranjevanje mejic predvsem želja kmetov po povečanju obdelovalnih površin in s tem pridelka. Drevesa in grmi pa lahko ovirajo tudi obdelavo s kmetijsko mehanizacijo. Odstranjujejo jih lahko tudi ob ali po izvedbi določenih agrotehničnih operacij, in sicer predvsem komasacij oziroma zložb kmetijskih zemljišč, pa tudi melioracij ter v okviru vzdrževanja in čiščenja osuševalnih jarkov. K odstranjevanju krajinskih značilnosti pa lahko pripomorejo tudi neustrezno zastavljeni ukrepi kmetijske politike, saj te površine pogosto niso upravičene do prejemanja dohodkovnih in drugih podpor. V kmetijski krajini je ohranjanje že obstoječih krajinskih značilnosti ključno, saj je to običajno precej lažje od vzpostavljanja novih. Stalnost takšnih elementov v prostoru pa je pomembna tudi zato, da se živali nanje lahko navadijo. Pri umeščanju in ohranjanju lesnih in tudi drugih krajinskih značilnosti zagotovimo njihovo čim boljšo medsebojno povezljivost. S tem živalim omogočimo, da lahko med njimi prehajajo. Če vzpostavimo novo mejico, jo zato poskusimo vzpostaviti v bližini že obstoječih in jo usmerimo tako, da ustvarimo prehod med na primer ekstenzivnimi travniki ali med vodnimi habitati, kot so mlake. Mnoge živali, kot so na primer dvoživke in travniške vrste metuljev, pa linijske strukture, kot so mejice, uporabljajo tudi za selitev. Pri vzpostavljanju mejic se zato izogibajmo temu, da bi se njen zaključni del končal ob cestni infrastrukturi, saj s tem lahko ustvarimo točko povoza organizmov. Pestrejša, kot je rastlinska sestava lesnih vrst, več različnih življenjskih okolij je na voljo živali. Lesne krajinske značilnosti, kot so mejice, ne bodo sestavljene iz avtohtonih slovenskih vrst, kot so črni bezeg, črni trn, rdeči dren, leska, brogovita in dobrovita. Uporabimo pa lahko tudi stare in avtohtone sorte visokodebelnih sadnih dreves. Vse krajinske značilnosti potrebujejo določeno vzdrževanje s strani človeka, a pomembno je, da to ne poteka prepogosto ali ob nepravem času, torej od marca do septembra, ko poteka gnezditvena sezona. Vzdrževanje mejic na primer pomeni, da jih občasno obrežemo ali posekamo določena drevesa ali grme, ki bi lahko ogrožali okolico. Pri vzdrževanju poskrbimo, da ne prekinimo zveznosti krošenj oziroma strnjenosti grmičevja. Dobra praksa pa je tudi, da rečenje mejic izvajamo postopno. To na primer pomeni, da v istem letu posežemo mejico le na eni strani ali pa na posameznih mestih. Za mejice je pomembno, da jih vzdržujemo tako, da imajo v prerezu tako imenovano piramidasto strukturo. To pomeni, da mejica na sredini vsebuje drevesni in grmiščni sloj, ki se nato pri tleh nadaljuje v bogat sloj zelišč in nazadnje v travniški in prehodni pas do obdelovalne površine.
Priporočljivo je, da sta zeliščni in travniški pas med mejico in ornimi površinami ali pa trajnim nasadom široka vsaj 2 metra, saj bomo na tak način zmanjšali poškodbe na kmetijski mehanizaciji in vplive kmetijske pridelave na biodiverziteto. Vsaj 5 metrov od roba mejice pa tudi ne uporabljamo fitofarmacevtskih sredstev, saj tako preprečimo zastrupitev živali in rastlin, ki prebivajo v njej. Pomembno je, da ohranjamo tudi določena stara ali odmrla drevesa in odpadle veje. Odmrla lesna biomasa v naravi namreč ni odpadek, temveč predstavlja bivališče za številne živali in glive, med drugimi tudi za določene ogrožene vrste hroščev, kot sta na primer puščavnik in veliki rogač.